Vsako leto smo se tudi letos zbrali in organizirali delavnico za otroke, izdelavo adventnih venčkov pred prvo adventno nedeljo. Venčke izdelujemo ponavadi tako, da so okrogli, to simbolizira krog, pa 4 svečke, ki simbolizirajo 4 adventne nedelje v pričakovanju na Jezusovo rojstvo. Ja, do zdaj je bilo 16, to je kar zadovoljivo. Še prihajajo, verjetno, kjer malo dalj pospijo, še pridejo. Ja, sodelavke so izdelovali že 2 dni venčke za prodajo. Upamo, da bo šlo v promet, ker ponujali bomo pri vsaki sveti maši. Ja, nekaj je že za nami. Bazar je bil v nedeljo, jutri je spet nedelja, prva adventna, bo pa božični adventni koncert v naši farni cerkvi za zaključek tedna Karitas, ker ta teden je bil teden Karitas in jutri ga zaključimo z našim koncertom. Ob 15. uri v farni cerkvi Svetega Lovrenca v Brežicah. Za delovanje naše brežiške župnijske Karitas, ki sredstva porabi za družine v stiski, za potrebe otrok, za razne stiske. Tudi najbolj povpraševanje v tem letu je bilo seveda po hrani, pa šolske zadeve in tako. Smo pa aktivni tudi na drugih področjih, recimo v domu upokojencev vsak torek pomagamo voziti tiste, ki so na vozičkih, ki sami niso sposobni priti v kapelo, da jih pomagamo pripeljati k maši in spet nazaj do dvigala, kjer jih zaposleni potem odpeljajo po njihovih sobah. To je veliko pomoč za zaposlene v domu upokojencev. Ja, za hrano je kar nekaj več, drugače finančne pomoči letos ni bila taka potreba, verjetno. Ali pa pravi ne najdejo poti do nas. Obleka, obutev, oprema, pohištvo in podobno? Ja, to vse je povpraševanje, ampak ni pretirane potrebe. Ja, imamo redna tedenska dežurstva, tudi ob torkih se deli hrana in svetovalnica je na razpolago, tudi upokojeni gospod župnik Milan Kšela je na razpolago za pogovor, kdor nima potrebe, da bi šel k spovedi, se tudi k njemu lahko oglasi na kakšen pogovor, ne tako strogo verski. Pa ob sredah imamo redna dežurstva 1 uro, pa ob petkih tudi delimo kruh ob 10, ki ga darujejo v trgovini Hofer. Ob torkih in ob petkih je ta kruh oziroma pecivo in to, kar pač imajo od prejšnjega dne, nam podarijo. In mi to razdelimo s tistim, ki pridejo. To je pa venec za našo cerkev. Delamo tudi vsako leto.
Zmeraj je klasičen iz smrečja, ker pomembno je zelenje. Zakaj pa zelenja? Zato, ker po zimi zelenja ni, ne? Tako, evo ga. Evo ga. Koliko časa je potrebno? 4 ure. 4 ure. Plus še smreko nabirati. Smreko pa tudi je treba pravo najti, mehko, ne trdo, ker te iglice tudi tako hitro ne odpadajo. Ker tudi moraš misliti, da ni fajn, če imamo takoj odpadle iglice po tleh.